30-letnici rojstva in 40-letnici njene smrti smo se spomnili naše rojakinje, pesnice in pisateljice Vide Brest. Torej leta 1925 se je v tej hiši rodila Majda Peterlin. Ne? Torej oče je imel pekarno tukaj in vhod v to pekarno je bil tam iz tistele strani od ceste. A ne? No, in ona je rekla, da je oče pekel najboljše preste. V tisti časi so bili zelo hudi, to je bila gospodarska kriza, no, zato se je potem ta družina vrnila nazaj. Ona je že 2 leti obiskovala prej v Ljubljani osnovno šolo, prvi 2 leti je končala tam v Mostah, a ne, nato pa začne hoditi v šolo v Šentrupertu. Ne. Pesmica o kruhu. Mamica bi kruhek pekla, toda moke ni. Teci, teci, mlinu reci, žita naj zdrobi. Rad bi zlato mlel ti žito, mlinček ropota. Teci, teci, nivi reci, naj pšenica da. Vas Kamnje, verjetno kakšen tudi od vas tega ne ve. No, in tu je ta prostor, kjer je bila v starih časih domačija, no, teh Peterlinovih. Ona je preživljala to svoje otroštvo tlele gor. Dejansko je končala osnovno šolo v razredu, torej ponavljalne šole. Pol je bila pa, seveda, se je začela pa v bistvu vojna, ne. Naša zadeva, ta naš projekt, ne, se imenuje Majhen človek na veliki poti. 1961 je bila ustanovljena bralna značka. In v okviru te bralne značke so pisatelji hodili po šolah. Vabili so jih na šole, kjer so seveda se z njimi pogovarjali. No, in ona je hodila največ, lahko rečemo, s Francetom Bevkom. Pogovarjala sta se, obujala spomine, razne zgodbe, ki sta jih doživela v svojem življenju. In potem je on enkrat rekel, ja pa zakaj tega ne napišeš? To moraš napisati. In pravi, obljubi mi, da boš to naredila. Le in naslov ti dam. Majhen človek na veliki poti. In dejansko je nastala tale zadeva leta 1983. Ta vsebina v bistvu je za današnji čas zelo zahtevna, saj sem vam že prej rekla, zahtevna. Zato, ker je težko razumemo, ker živimo ali pa živite v popolnoma drugačnih časih. Zame to pomeni majhen človek, ki na svoji poti premaga velike ovire. Človek, ki je na začetku svoje življenjske poti ali izziva, vendar se kljub svoji majhnosti prizadeva doseči svoje cilje. Zame to pomeni, da ima tudi majhen človek velike cilje. To je človek, ki se zdi osebno majhen zaradi njegove velike poti in oddaljenega cilja. Zame to pomeni človek z velikimi cilji. Zame to pomeni človek, ki si zares veliko življenjsko pot. Zame majhen človek na veliki poti pomeni vsak človek, ki se rodi in premaguje življenje. Gre za človeka, ki se ne glede na svoje ovire v življenju trudi pomagati drugim in doseči svoj cilj v življenju. Gre za posameznika, ki se v življenju sooča z veliko ovirami, a verjame, da lahko z vztrajnostjo, pogumom in trudom doseže svoj cilj. Ja, da je tako nekdo na veliki poti življenja in se pol zdi majhen v tej trenutku na tej veliki poti. To smo učenci, ki odhajamo v srednje šole. To je zame človek, ki ima velike cilje in si jih želi uresničiti. Mali človek na veliki poti je bil deček, ki je šel v strašno jamo pekel po solzice za svojo mamo. Mali človek na veliki poti, ki hodi veliki usodi naproti. Včasih se ustraši, kaj je kaka napaka in kaj ga lahko za ovinkom vse čaka. Ako se enkrat spremeni, da veliko srce dobi, takrat vidi, da je velik človek, ki po majhni poti hiti. In v življenju, kakorkoli se zdi pot velika in napake težke, verjamte, sam verjamte v to in ustrajite. In kadar čustva vas premagajo, se spomnite, da je vaš mind močnejši in kot je rekel dr. Martin Luther King, če ne morete teči, hodite, če ne hodite, se plazite, samo pojdite naprej po veliki poti. To je to, hvala. Majhen človek lahko predstavlja vsakega od nas,
ki se kdaj počuti majhnega v tem velikem svetu. Tudi odrasli se pogosto počutimo majhnega v primerjavi z velikimi težavami ali našimi sanjami. Velika pot pa lahko simbolizira življenjsko pot, ki je polna odkritij, učenja in rasti. Vsak korak, ki ga naredimo, nas pelje naprej, včasih pa nas kaj na poti tudi preseneti. Iz te hiše je v bistvu potem leta 1942 šla v partizane, ker je bilo to v bistvu v tistem času ena od možnosti, ne, pravzaprav za rešitev, ne, na nek način. Dala niva bi pšenico, toda zrela ni. Teci, teci, soncu reci, naj jo dozori. Sonce žito dozorilo, mlinček ga drobi. Oj, že kruhek, dobri kruhek, iz peči diši. Njeno delo Majhen človek na veliki poti je navdušilo tudi učence naše šole, da so napisali kratke zgodbice. Zbrali smo 12 najboljših literarnih prispevkov, jih opremili z ilustracijami, luč sveta pa bodo zagledale v knjižni izdaji. Jaz sem vam prej omenila eno knjigico Tiho, tiho srce. To knjigo je prišla na plano 1995. Tukaj so zbrane pesmi, ki so jih našli pol enkrat, ne, torej v njeni zapuščini. To so pesmi za odrasle pravzaprav in tam je tudi en tak vers. Nič radosti, nič muk, nič hrepenenja, le mir neskončni, zopet sem doma. In to je tudi napis na njenem grobu, ne. Torej, ona je umrla na Golniku 10. novembra 1985, ne, in pri 60 letih.